Zvonko, dobrodošel v podcastu Rast. Za začetek predlagam, da se tikava, ker se že poznava nekaj časa, nisva neznanca. Če ti je v redu, se hvaležna, da si se pripeljal tako daleč k nam. In se veselim tega pogovora, ki upam, da bo kmetom odstrl kakšen nov pogled na prehojeno pot in tvoje izkušnje. Tako da, dobrodošel. Za začetek eno nenavadno vprašanje. Kaj te trenutno navdihuje? Najprej hvala za povabilo. Zdaj si me pa res presenetila. V bistvu, veš, v mojem življenju se začenja eno novo obdobje. Ne? Tisto, da sem dedek, tisto ni več novo, tisto je že 4-5 let. Ne? Novo je pa to, da v bistvu na nek način zaključujem to svojo pot kot vodja kmetije. Predal sem kmetijo, ne? To smo naredili letos. Ne? In oba sinova sta zaposlena na kmetiji in zdaj jaz imam več časa za tisto, kar me res izpolnjuje, in to je, da začnem bolj intenzivno delati ta izobraževanja. In to me navdihuje, ta trenutek. Super. Ja. Bova prišla do te točke, a ne? Seveda, ker sem pa radovedna, me pa zanimajo vaši začetki na kmetiji. Tudi ti si bil enkrat v vlogi, da si bil mlad prevzemnik, oziroma mi boš več povedal o tem, kakšna je bila ta pot. Ja, ta pot je bila precej pestra. Ne? V bistvu, če sem iskren, ne? Jaz sem šel v srednjo kmetijsko šolo, veš, v tistem obdobju, kot veš, to si otrok, si v osnovne šole, ne veš še prav, kaj hočeš v življenju. Pri meni ni bilo, da bi jaz točno vedel, hočem biti kmet. Ne? Aha, ni bilo že tisto, kar se včasih že od otroških let, recimo, kar ve. Aha, ta otrok nisem bo pa vedel, tisti, ki bo prevzel. Veš, moraš se odločiti, nekam greš v šolo, ne? In tisto, kar je bilo odločilno, je bilo to, da so šli 4 moji sošolci. Ne? In ko zaključiš osnovno šolo, ne, je to neka negotovost, ne veš, ne, strah te je, v bistvu nekaj novega se zgodi v življenju. Ne. In na takšen način sem pa jaz nesel, veš, delček nečesa znanega zraven. In je bil lažje ta prehod. Ne. In to je bil dejansko potem razlog. Ko se je šola zaključila, ne, pa v bistvu jaz imam 4 sestre, ne, se pravi edini fant v družini, 15 je bilo otrok, ne, in je v tistem času bilo nekako skoraj samoumevno, ne, da pač potem fant ostane doma na kmetiji. Ne. In nekako smo se potem doma kar hitro dogovorili, ne, in sem takoj po srednji šoli, tisti vojaški rok je bil še takrat, ne, sem takoj pač potem začel z delom na kmetiji. Ne. A te prav razumem, imel si pa neko veselje do kmetije? Ja, veš, ja pa ne. V tistem trenutku, v tistem času, ne, sem bil jaz precej nisem bil zadovoljen v življenju. Ne. In tistih prvih nekaj let kmetovanja je šlo samo vse navzdol. Ne. Kaj to pomeni? Moje razpoloženje, mislim, kmetija ni prinašala v tisti fazi ne vem kaj prihodkov. Ne. Imeli smo tisto kooperacijsko govedorjejo, ne. Se pravi, redili smo goveje pitance za kmetijsko zadrugo, ne. In to je bilo v tistih letih, veš, ko je Jugoslavija šla na razen, ko smo se kot Slovenija osamosvojili, in tudi trgi so se dejansko potem zrušili na nek način. Ne. To je bilo vse povezano, veš, ni bilo meja, ne. In je na našem področju ta kooperacijska reja nekako šla v zaton. Ne? In je potem bilo treba na kmetiji nekaj drugega. Mi smo potem šli v prašičerejo. Ne? In tu je bilo treba vzpostaviti na novo. Ne? In nekako v meni, to je bila ena takšna, veš, žalostna zgodba bolj. Ne? Jaz sem bil vedno čustveno, vedno bolj na dnu, ni bilo veselja do življenja, ni bilo neke motivacije, ni bilo veselja do tega dela. Ne? Potem se je pa nekaj zgodilo. Kaj je to? Ja. Potem je pa v bistvu moja sestra mi prinesla eno knjigo. In jaz sem rekel, veš kaj, jaz že vse vem, ne nosim mi knjig, ne?
bila je knjiga o makrobiotiki, ne? Ampak na koncu je bil dodatek Jesenska poslanica miru. In ko sem jaz začel brati tisti tekst, ne, sem doživel neko zelo, zelo globoko izkušnjo, ne, kot da se na novo prebudiš v življenje. Se te je zelo dotaknilo. Zelo, zelo se me je dotaknilo. Ne? In takrat se ti zgodi, ne, kar so se mi začela zastavljati vprašanja o mojem poklicnem delu, o življenju. V bistvu ogromno stvari mi je postalo jasno, ne, ker to je trajalo skoraj teden dni. Zelo, zelo globoka izkušnja je bila. Ne? In v bistvu takrat se je v meni prebudila tista neka notranja moč. Ne? Takrat sem v bistvu v resnici spoznal, kaj sploh pomeni moj poklic. Ne? Kaj sploh pomeni, to je bila neka povsem druga razsežnost razmišljanja, dojemanja. Ne? In začel sem raziskovati dejansko tudi sam moj način dela, veš, konvencionalno kmetovanje, ne? Ko imaš tiste pesticide, pa opozorilne znake in tako naprej. In zanimalo me je do konca, ne? Kdo da dovoljenje, ali je to res 100% varno, popolnoma varno za kupca, ne? Če jaz škropim pšenico, ali se to res vse razgradi, ali delček ostane mogoče v zrnu in potem jaz naredim škodo nekomu. Ne? Se pravi, v meni se je prebudil etični vidik. Ne? In preizpraševanja tega, kako je ta etični vidik vključen v vašo kmetijo. Ja. Ne? In potem po tem raziskovanju, ki je trajalo dobro leto, interneta še nismo imeli takrat. Ne? Aha, je bilo treba vse preko knjig? Bil sem zelo dosti v knjižnici, ogromno knjig, dejansko je šlo skozi moje roke, je bilo prebrano, ne? In v bistvu, ko mi je bilo popolnoma jasno, ne? Ko sem prišel do resnice, ne? Glede pesticidov, ne? Našel sem informacije, ki mi jih niso naučili v šole, ne? Glede na kakšen način se prehranjuje rastlina v naravi, kjer človek ne posega. Ne? In v bistvu sem ugotovil, da je pač to gnojenje z umetnimi gnojili ni okej, ni v redu za rastline, da rastlina lahko da več, se pravi, če jo gnojimo pravilno, ne? Če jo gnojimo z gnojili, ki niso topne v vode. Ne? Potem glede teh pesticidov, ne? In tako naprej. Ne? In logičen rezultat je bil, jaz enostavno nisem več tega mogel delati. Ne? Moja vest mi ni dovolila, da bi jaz to počel še naprej. Govoriva o konvencionalnem kmetovanju ali govoriva o prašičereji? O konvencionalnem, ja. In tudi delno, ne, se tisto se pa mogoče še dotaknem. Ne. In smo se odločili, sporedno se je pa vzpostavilo pri nas v Sloveniji, ne, tudi ekološko kmetovanje. Ne. Se pravi, kontrolne organizacije so se vzpostavile, ne, in vse to je bilo takrat na začetku se je vzpostavljalo in mi smo se pač vključili v to. Ne. Istočasno pa smo pač naredili prehod iz prašičereje v pridelavo zelenjave. Ne, se pravi, ta del me zanima. Ja? Kako je prišlo do tega? Ker to je pa v resnici velika sprememba. Ja. Ne, velika sprememba miselnosti tudi. Kaj bo trvalo temu? Kdo vse je sodeloval pri tem? Pri tej odločitvi. Ja, v bistvu tista sprememba, ki se je zgodila v meni, ne, jaz sem bil vaški mesar. In dejansko v tistem jaz sem spoznal, kaj v resnici pomeni življenje. Ne? Dobesedno doživel sem stanje enosti. Ne? Se pravi, kaj to pomeni? To pomeni, da doživiš tako globoko izkušnjo, ne? Da začutiš v sebi, da si povezan z vsem, kar obstaja. Ne? To je v bistvu, to je stanje enosti, to je dejansko občutek pač tiste ljubezni, brezpogojne ljubezni. Ne? In takrat dejansko spoznaš, kaj v resnici pomeni življenje. Ne? In jaz od tistega trenutka naprej nisem več mogel vzeti življenja. Ne? Nek tak močen obrat v razmišljanju, ki ti ni več dovoljeval, da bi bil mesar. Ja, v čutenju, v zaznavanju. Ne? In veš, proizvodnja na kmetiji, ne, je povezana s financami. Ponavadi vedno so neka vlaganja na kmetijah in v bistvu vedno so neka razvojna sredstva. Ne. Se pravi, ali gre za pomoč banke, ali gre za pomoč pač nekih nepovratnih razvojnih sredstev. Mi smo bili pač, ker smo prašičerejo uvedli na novo, ne, smo imeli neke obveznosti do bank, ne,
In zdaj opustiti to ni tako enostavno, ne? Ker ti prinaša neke prihodke, ne? In po drugi strani imaš pa tam obveznosti, ne? In eno leto smo še ustrajali. Ne? Še eno podvprašanje. Kako se je ta dinamika odvila med vami, družinskimi člani? Predvidevam, da takrat si bil že prevzemnik ali ne? Ja, si že bil? Sem že bil prevzemnik. Ampak verjetno ste se ogromno pogovarjali tudi. Ja, v bistvu ja. Ne? Kar se tiče mojih staršev, ne? Moji starši so bili vzorni na tem področju. To pomeni tisti trenutek, ko smo se mi dogovorili, da prevzamem kmetijo, da začnem gospodariti, sta moja starša rekla, ok, od tega trenutka naprej ti sprejemaš odločitve. Mi te podpremo, ne? Se pravi, zaupamo ti, 100% ti zaupamo, podpremo te, v bistvu nosiš pa tudi posledice svojih odločitev in to je čisto ok, to je pravilno. In sta rekla, ok, v redu, gremo. Ne? Romana, moja žena, ona je hodila v službo, ves ta čas, ne? Zdaj je tik pred upokojitvijo. Njo je bilo pa strah. Popolnoma razumljivo, ne? Ker pač, ko ustaviš neko proizvodnjo, ne, to pomeni ni več prihodkov z tega področja, ne? Po drugi strani, recimo iz pridelave zelenjave, tu nismo imeli nič spostavljeno, nismo imeli kupcev, ne? Se pravi, nismo imeli trga, tudi same tehnologije nismo poznali, vse je bilo in treba še obveznosti do bank. In še obveznosti, ki niso bile prehudo velike, ne? Ampak kljub temu, ne? Tudi prihodki na kmetiji niso bili pač se pravi, kaj zelo posebnega, mi smo bili obdobje. mala kmetija, 4 hektare njivskih površin, 2,5 hektara travnikov, nekaj malega smo imeli v najemu, ne? Zelo negotovo. Ne? Se pravi, odločitev, da smo šli v ekološko pridelavo in obenem iz prašičerje v pač pridelavo zelenjave, je bila zelo drzna odločitev. Ne? Ja, mogoče tvegana, zelo tvegana odločitev. Ne? Ja. Ampak slišim da tista močna podpora staršev Ja. je verjetno bila tudi eden od ključnih dejavnikov, da si upal v Sigurno. to. Ja. Kako vidiš to? Ker meni se to zdi resnično, da je kar veliki izziv na kmetijah. Te medgeneracijski ne samo odnosi, ampak prenosi lastništva, pa ne govorimo samo o tem materialnem, ampak tistem čustvenem. Ja. Zaupam ti, sin, da se boš pravilno odločil oziroma da te podprem, ne glede na to, kako se odločiš. Ja, to je zelo, zelo pomembno, ne? Ker v bistvu, ko greš, ne, recimo jaz takrat kot mlad človek, ne, ko sem šel na eno novo področje, sicer jaz sem bil v sebi zelo močan. Ne? Jaz sem bil, se pravi, jaz sem verjel, ne, v to odločitev, ne? Bil sem 100% prepričan, da nam bo uspelo, v meni ni bilo sence dvoma. Ne? In to je bilo samo še dodatna podpora strani staršev. Ne? Po drugi strani pa žena Romana, ne, njo je bilo strah, ampak je pa maksimalno podprla svojimi dejanji. Okay. Ne? Se pravi, ni rekla, ok, gremo v to, ne? Je rekla, joj, ne vem, če bo to ok, ne? Veš, treba je še to, pa to, pa to. Ne? Ampak, ko smo šli pa v akcijo, je pa maksimalno podprla. Ne? Ves prosti čas, ko ga je imela na razpolago, je pač pomagala, kolikor je lahko. Ne? Ja, slišim, ja, to najprej notranje odločitev, da greš v nekaj in posledično brez te sence dvoma neka moč, občutek, da lahko, da zmoreš. Ja. In podpora vseh teh, bom rekla, ključnih, najbližjih, ki nam stojijo ob strani, ko se lotevamo nečesa novega. Ja. Okay. Kako je bilo potem? Ko ste začeli, pa niste imeli ne trga, ne zares vzpostavljene pridelave, ne predelave. Kako je bilo s tem? Ja, v bistvu moj cilj je bil, ne, da prodamo svežo zelenjavo. Ne? Ampak veš, mi se nahajamo koliko pri Ormožu, ne? V eni dolini na samem, se pravi, tam ima vsak svoj vrt, to je kmetijsko področje. Ne? Ormož je malo mesto, Ljutomer je malo mesto. Ne? Poleg tega v tistem času ekološko kmetijstvo sploh ni bilo poznano, nihče v bistvu ni vedel, kaj od kupcev, ne? Kaj v resnici to pomeni. Ne? In Maribor je bila najbližja ekološka tržnica, ki je bila tudi na novo vzpostavljena, ne? In potem Ljubljana. Ne? To je bilo edino, kar je obstajalo v tistem trenutku. Ne? In mi svežo zelenjavo nismo uspeli prodati. Ker zelenjavo moraš prodati zdaj. Ko jo pobereš, moraš jo prodati, ker drugače propade.
Ja, kratek krog. In potem enostavno edina rešitev je pač bila, da smo to zelenjavo dali v kozarce. Se pravi, če ti zelenjavo konzerviraš, vložiš, s tem dosežeš, da jo lahko prodajaš dalj časa, lahko jo prodajaš 1 leto, naprimer, vloženo zelenjavo v kozarcih. In to smo potem naredili, to je bila potem rešitev, da pridelki niso propadli. In v bistvu potem pač prodaja na tržnicah, to bomo pa mogoče malo kasneje povedali. Ja. Poleg tega, da je bilo pač veliko izzivov, tudi na področju same tehnologije pridelave, ker ogromno, v bistvu nismo vedeli nič. In zgodilo se nam je tisto, kar se zgodi po moje vsaki kmetiji, ko gre v ta prehod v ekološko pridelavo, ampak po moje, veš, danes je več informacij na trgu prisotnih in ljudje pride do teh informacij in so pripravljeni, ne pa mogoče, jaz sem šel, veš, na hitro v to spremembo, ker sem res verjel. Veš, pleveli, pritiski plevelov, zelenjava je drugače, če imaš ti travnik pa, ali pa žita, v žitih ni toliko težav s pleveli, mi smo imeli pa zelenjavo. Ja, všeč mi je tisti stavek, ki ga imate na spletni strani od moje biodežele, da je spominjalo na odvajanje od zasvojenosti. Ja. Kaj je to pomenilo? Ja, v bistvu najbolj glede plevelov, ker ko ti plevele škropiš s herbicidi, veš, življenje je življenje. Življenje ti ne moraš uničiti, pleveli se prilagajajo. In to bi lahko primerjal, veš, če si predstavljaš en razred učencev in učiteljico, ki je zelo stroga, ki je zgradila avtoriteto in v bistvu samo s prstom to naredi, pa že tišina, miške ne slišiš. Pol pa gre gospa v penzijo, pa pride ena učiteljica, ki je kot oseba čisto drugačna, ki je bolj plašne narave in v bistvu je prišla na novo in v roku enega tedna jo učenci spoznajo in jo vozijo, kakor hočejo. In to se zgodi s pleveli, ko ti prenehaš uporabljati herbicide. Enostavno ponorijo, zaživijo na polno. In je potrebno leto, 2, 3, mogoče 4, da se zadeve nekako vzpostavijo, da se vzpostavi tisto ravnovesje, tista harmonija in tudi, da se kmet nauči, ker jaz v začetku nisem vedel, da obstaja slepa setev. To je en ukrep, ko ti recimo njivo obdelaš in ne poseješ. Pustiš. In potem plevelna semena, in če to narediš v trenutku, ko je luna v obdobju, mislim v levu, takrat spodbudiš, to obvlada biodinamika, takrat spodbudiš kalitev vseh semen v zemlji. In potem vsa semena, ki so v zemlji pripravljena, vskalijo, in potem čez tistih par dni, ko so rastlinice pleveli v fazi nitke, tiste bele nitke, obdelaš ponovno. In jih uničiš, vse te plevele. In v bistvu semena, ki so bila pripravljena za kalitev, si s tisto ponovno obdelavo pač uničil in bo plevelo v tvoji zelenjavi bistveno manj. In potem, če to ponoviš mogoče 2-krat, če so ugodni pogoji, da lahko začneš dovolj zgodaj, se pravi, če je zemlja dovolj suha, dovolj toplo, da plevelna semena oskalijo, če to narediš 2-krat in potem poseješ, naprimer, rdečo peso, bo v tej pesi bistveno manj plevelo, kot bi jih bilo, če ne bi naredil tega, te slepe setve. In to smo se potem to ste se učili. S časoma naučili in smo potem obvladali. In so bili lepi, mislim, so kar lepi pridelki, dobri pridelki in smo zadovoljni. Se pravi, šli ste v preusmeritev, potem še v ekološko, prešli neko to prehodno kritično obdobje, recimo temu, in uspeli. Ampak to še ni konec, to ni zagotovilo za dobro življenje na kmetiji. Nismo še uspeli. Kaj pa potem prodati to ekološko zelenjavo? Kakšen je bil pa ta proces? Ja, veš, tu je še en delček zgodbe mogoče, veš, ko sem jaz sem, kar vem za sebe, jaz sem rojen na kmetiji. In kar imam v spominu je to, da je bilo na kmetiji veliko dela,
pri nas na naši kmetiji veliko dela in malo denarja. Ne? Kar neko povprečje, verjetno, a ne? Vsaj pri nas je bilo tako. Ja. Ne? In jaz že kot otrok, ko sem še hodil v šolo, sem razmišljal sam pri sebi, ker pač opazuješ, ne? In vidiš, nekateri si lahko privoščijo več, ne? Nekateri otroci, drugi manj, ne? In tako naprej. Ne? In nekako v meni se je zgodila odločitev, če bom jaz kdaj prevzel kmetijo, ne? Bo delali bomo, itak, ne? Dela bo še vedno na kmetiji, je vedno delo, ne? Ampak bo več denarja. To je bila nekako odločitev, ki se je zgodila v meni. Ne? In ko sem jaz prevzel kmetijo, se je to v meni začelo prebujati. Ne? Ta odločitev, ko sem jaz že razmišljal takrat, ne? Jaz sem se na to spomnil, ne? In sem začel iskati odgovore na vprašanja, ne? Kako doseči ta svoj cilj. Ne? In to včasih, ko se o prodaji ni še tako zelo veliko govorilo. Ja. Jaz dejansko o prodaji nisem vedel nič. Ne? Mi smo praktično najeli še dodatna posojila, vzpostavili prostore za predelavo zelenjave, ne? In niso samo prostori, treba je obvladati tehnologijo. Ne? Zdaj, če greš na trg z izdelki, moraš imeti v bistvu neko etiketo, nek dizajn in vse to v bistvu predstavlja neke stroške. Ne? In mi smo vse to naredili, ne? In potem smo pač šli na trg. Ne? Imeli smo v skladišču 15,000 kozarcev vložene zelenjave in jaz sem šel ob petkih v Maribor na tržnico, tam sem prodal 15 do 25 kozarcev, ne? Potem sem šel v soboto v Ljubljano na tržnico, tam sem prodal 25 do 40 ne? Kozarcev zelenjave. Se pravi nekje v povprečju 50 na teden, ne? In takoj mi je bilo jasno, da dejansko to ne bo to, ne? Da to ne bo dovolj. Ne? Ker tržnica je super. Ne? Prideš v stik z ljudmi, lahko jim pogledaš v oči, oni lahko pogledajo tebi v oči in takoj bistveno lažje je zgraditi zaupanje. Ne? Ker ti, ne, kmet, ti si dejansko znamka, ne? Ti si tisti, ne more izdelek zgraditi. Izdelek lahko zgradi zaupanje, ne? S časoma, ne? Ti kot oseba. Ko ga stranka že toliko časa uporablja. Ko ga toliko časa uporablja in v bistvu je kvaliteta konstantna in so zadovoljni in tak naprej, takrat v bistvu lahko izdelek kot takšen izgradi zaupanje. Ne? Ampak ti kot oseba pa to lahko narediš bistveno prej. Ne? Ker v bistvu ljudje najraje kupujejo od ljudi, ki jih poznajo, ki jim zaupajo. Ne? Ker moja osebna zgodba, moj način razmišljanja, moje vrednote, ne, ki jih skozi komunikacijo na tržnici s kupci, ne, skozi neposredno komunikacijo jaz lahko dam, ne, je tisto, kar dodaja vrednost izdelku. Ne. To je tisto vsebinsko dodajanje vrednosti. Ne. Ker ljudje se enostavno na takšen način dosežeš ljudi, ki razmišljajo enako. Ne. Se pravi, dosežeš ljudi, s katerimi pašeš skupaj. Se pravi, ki jim v življenju pomeni kvalitetna hrana, ne, ki so toliko osveščeni, da razmišljajo, ne, ker veliko ljudi še danes, ne, danes je v Sloveniji 25-27 let, odkar je vzpostavljeno ekološko kmetijstvo, ne, recimo v sosednji Avstriji je bilo bistveno prej, vsaj 20 let prej, ne, in še vedno je velika masa ljudi, ki še vedno ne razmišljajo o hrani. Ne? Razmišljajo o, recimo, ne vem, dobrem avtu, o nekih potovanjih, o znamkah oblačil, o znamki telefona. Ne? Hrana je pa tista, kjer je pomembna samo cena. Ne? To je ena skupina kupcev. Druga skupina kupcev so pa ljudje, ki so spoznali, ne? Ki jih je življenje na nek način pripeljalo do spoznanja, ne, da je pa hrana v življenju pomembna. Ne, in potem, ko pride do tega spoznanja, pa začnejo iskati informacije. Aha, kakšne so pa razlike med živili, recimo v trgovini, kaj pomeni to, kaj pomeni ono, ne, kaj pomeni recimo, če je nekaj ekološko pridelano. Ne. Imamo tudi integrirano pridelavo, imamo konvencionalno, imamo gensko spremenjene organizme. Ne. In
ljudje se izobražujejo. Ne? Danes pretoka informacij ni mogoče ustaviti. Ni več težava, Ni to več ni težava, niti nikakršna ovira. Ja. In ta košček mi zdaj še manjka, kako je potem prišlo do drugačne percepcije svoje prodaje, da pa ni bilo 30 kozarčkov na dan, tisto soboto, ampak tisto, kar si si kot otrok zastavil, da boste dobro živeli. Mogoče še en delček, mogoče je še pomembno, da izpostavim. Ne? Jaz takrat, preden se mi je zgodila ta osebna sprememba, jaz sem bil človek, ki se je spraševal, kako jaz lahko nekaj dobim. Se pravi, jaz sem se spraševal kot oseba, kako jaz lahko nekaj dobim, kako jaz lahko nekaj iz svojega okolja vzamem zase. Ne? Ko sem doživel to spremembo, ko sem spoznal, kaj v resnici pomeni življenje, ko mi je postalo ogromno stvari jasno, ne? Pa je bilo moje vprašanje, kaj lahko jaz dam. Popoln preobrat. Popoln preobrat. Ne? In to vprašanje si na kmetiji vedno zastavljamo. Kaj lahko še damo svojim kupcem. Poleg tega, da poskrbimo, da so izdelki res kvalitetni, da naredimo največ, kar je v naši moči, za kvaliteto izdelkov in za vse, za kupce. Vedno si zastavljamo vprašanje, kaj lahko še damo. In ko smo iz tržnice, smo potem šli v trgovine, ker smo videli, da enostavno ne moremo na tržnicah tega prodati, ker na tržnico prihajajo ljudje peš ali pa s kolesom, ni parkirišč, da bi prišli. In kozarčki niso najbolj primerni, ker so težki, ker so lomljivi in so nas hitro. Ene od strank so nam rekli, ker je res v redu, dobro, bomo kupovali, ampak je nerodno je. Bilo jih je pa nekaj, ki so rekli, veš kaj, glej, tu imaš seznam, naredi nam zalogo za celo leto, pa nam pripelji domov. In tako se je mogoče seveda, ker gre za ozimnico, tako se je mogoče že takrat začelo. Je pa še delček zgodbe, ko smo šli v trgovine. Jaz, ko sem videl, da pač to ne bo šlo na tržnici, sem vzel en leseni zabojček, takšen lep lični, in sem ga napolnil s kozarčki, pa sem se dogovoril v eni od trgovskih verig za sestanek in sem šel tja. In smo pač počasi prišli v trgovske verige s temi izdelki, pa tudi v ekološke trgovine, ki so se začele vzpostavljati. Se pravi tako, da smo imeli mi svoje izdelke praktično po celi Sloveniji. Na tržnico smo prenehali hoditi, in smo imeli v trgovskih verigah, pa v ekoloških trgovinah, ki so se tudi, najprej sta bile 2 trgovini, je bil Kalček v Ljubljani in Ajda v Mariboru. In potem, ko so pač podjetniki, ki so odpirali ekološke trgovine, veš, ko odpiraš trgovino, greš v eno trgovino obstoječo pogledati, kaj vse imajo, in se je zgodilo, da so potem oni klicali nas. Videli so, da mi to imamo v ponudbi, in smo na takšen način dejansko pokrili celo Slovenijo, ekološke trgovine. Se pravi, prav razumem, da se je s tem potem povečala količina prodanih izdelkov? Se ni povečala, ampak smo pravzaprav sploh uspeli tisto količino prodati na takšen način. Ki ste jo proizvedli. Ja, ki smo jo proizvedli. Zdaj, da bi, je pa tu zdaj pač tisti dejavnik, ker trgovska marža. To sem želela vprašati. Kako velika količino je treba prodati, da si lahko izpolnil tiste otroške sanje, da boste vi dobro živeli od kmetije? Ja, dejansko preko trgovin jih nismo mogli izpolniti. Ker najprej bi rad povedal, ker to opazim na terenu pri mojih kolegih kmetih, da imajo občutek, da si trgovec ne zasluži, mogoče imajo trgovci prevelike marže, ampak prodaja je delo. Se pravi, pridelava je delo, predelava je delo, tudi prodaja je delo. In tako kot je potrebno za pridelavo imeti neko, osnovno sredstvo, tudi za predelavo rabiš neko osnovno sredstvo, ne moreš nekaj investirati, in tudi v prodajo rabiš nekaj. Se pravi, zdaj, če si predstavljamo, da sprejmeš odločitev, da boš v Ljubljani postavila ekološko trgovino. Se pravi, rabiš neka sredstva, ampak to ni dovolj. Najprej prostor, potem moraš napolniti to trgovino za izdelki. Tisto najtežje pa pride na koncu. Zdaj moraš poskrbeti, da kupci pridejo.
Ne? Je bilo kar nekaj primerov, ko so podjetniki to naredili, pa niso poskrbeli, da bi kupci prišli in je. Ne, se pravi, prodaja je delo, prodaja je zahtevno delo, ne, in trgovec si zasluži maržo. Pustimo zdaj tisto pravično maržo, si zasluži, ne preveliko. Ne. Za svoje vloženo delo. Ne, za svoje vloženo delo si pač zasluži plačilo, tako kot se mi zaslužimo plačilo za vloženo delo. Ne. Je pa dejstvo, da smo mi spoznali, da mi kupcu na takšen način, ne, če postavimo izdelke na polico, ne moremo dati največ. Ker ga tam nagovori naša etiketica, ne, ko prinese izdelek domov, ga nagovori kvaliteta, je s tem zadovoljen, ampak o naši kmetiji, o našem načinu razmišljanja, o naši filozofiji pa ne more na takšen način zvedeti praktično nič. Ne, in smo hitro spoznali, no, ne hitro. je bil proces. Čas, ja. Spoznali, da bi mi kupcu lahko dali še več, če bi mu omogočili, ne, da naroči spomladi in da mi za njega posadimo. V času setve. Torej. V času setve, pred setvijo naroči in potem ga mi obveščamo in potem ve, zdaj smo kumarce posadili, zdaj smo peso posejali, zdaj so kumarce začele cveteti, zdaj smo jih začeli obirati. Ne? In potem v bistvu vse pripravimo, ne? Vložimo in jeseni, ko je njegovo naročilo kompletno, pa to dobi domov. Ne? Na takšen način mu lahko damo še več, kot če izdelek vzame v trgovini na polici. Se pravi, ena taka oseben pristop, ja. Da vzpostavite tisto, kar si imel verjetno v tem primarnem stiku na tržnici. Ko lahko človeka osebno nagovoriš, se spoznaš, pogledaš v oči, zdaj to v drugačno obliko spravi. V drugačni obliki, ja. Kaj pa je to pomenilo potem za kmetijo? To razumem, da je spet bila neka velika sprememba. To je bila spet drzna odločitev. Ne? Ja. Ker to smo pa naredili leta 2017. Ne? Vmes, ne? Mi smo šli v ekološko pridelavo 98 oziroma 99. 98 smo se izobraževali pa zbirali informacije, 99 smo vstopili, ne? Predelavo smo imeli od 2001, takrat, ko smo dobili certifikat ekološki, ne, ker prej je prehodno obdobje, ne, in potem v trgovine smo vstopili leta 2002, ne, ker tržnica pač ni bila rešitev. Ne. In do leta 2017, vmes je bilo obdobje učenja o prodaji. Ne, ker imeli smo eno zelo neprijetno izkušnjo z eno trgovsko verigo, ko smo se vmes dogovorili, da smo delali za njihovo znamko en izdelek. Se pravi, da ni bilo vaše etikete? Ni bilo naše etikete, ampak bil je gor naveden proizvajalec, kdo proizvaja, je pa bila blagovna znamka, je bila lastnik trgovska veriga. Ne? In mi smo naredili 30,000 kozarcev rdeče pese, ne? In to je bilo prodano v 5 mesecih. Ne? In potem so nam naročili za naslednje leto 80,000 kosov. Ne? In mi to sami nismo mogli toliko pese pridelati doma in smo pač se zmenili za eno drugo ekološko kmetijo, da so posejali za nas. Ne? In potem je vmes ena živilsko predelovalna industrija videla, da je to priložnost, da se tega dosti proda in so oni dali nižjo ceno kot mi. Ne, za bio rdečo peso. Ne. In mi smo potem, ampak pesa je bila posejana naša in na tisti kmetiji. Ne. In mene so potem klicali v to trgovsko verigo na sestanek, koliko lahko mi ceno spustimo, da imajo one nižjo ponudbo. Ne. In jaz sem rekel, gledajte, mi ne moremo cene spustiti, mi smo že zdaj čist na meji, ne. Mi moramo dvigniti za 10%. Ne. In pol so oni rekli, ok, to pač ne bo šlo, bomo vzeli tam, kjer je nižja cena. Ne? Naročili so pa 80,000. Ja, naročili so pa 80,000, ja. In v bistvu smo potem mi to nekako, to nas je zamajalo v temeljih, dobesedno. Ne? To je bil nekako zagotovljen posel? Ja, ki smo ga potem izgubili. Ki ste ga izgubili? Ja. In kaj potem? In potem sem jaz prišel iz tega sestanka domov, takrat smo pa že imeli internet. In sem v iskalniku napisal besedo marketing. In se je začelo učenje. Kmet, ki je v iskalniku pisal besedo marketing, to se mi sliši zelo zanimivo. V bistvu tisto smo uspešno rešili, odkupili tisto peso za tiste druge ekološke kmetije in tudi našo peso prodali dejansko svežo. Dobro.
dobro sanirali to zgodbo in takrat se je pa začelo učenje. Ne? In takrat je začela v bistvu pač se rojevati ideja, ne, da bi na takšen način, se pravi, da bi spremenili poslovni model, ne, da bi kupci pri nas lahko naročili spomladi, ampak to je trajalo kar nekaj časa in smo to dokončno naredili, ta korak, ta drzen korak, da smo umaknili vse izdelke iz trgovin, se pravi, imaš praktično izdelke po celi Sloveniji, v vseh ekoloških trgovinah in v bistvu v kar skoraj večini trgovskih centrov, ne, in potem rečeš, ok, gledajte, zdaj pa mi prenehamo sodelovanje z vami, ne, in gremo čisto, imeli smo pa eno malo skupino kupcev, ki so že naročali pri nas. Ne. Na ta način? Na ta način, da so naročili spomladi in smo mi potem jeseni, ampak to je bila mala skupina, to je bilo 10% tega, kar imamo danes. Ne. In smo potem leta To je šlo res iz vse na nič? Ja. V tem smislu? Ja. Okay. Ampak ne tako neodgovorno. Ne. Se pravi, mi smo vedeli prej, da bomo jeseni prekinemo sodelovanje s trgovinami, mi smo pa že spomladi delali promocijo preko interneta. Ne? Tako da mi smo do jeseni že imeli kar lepo število kupcev, družin. Ne? Kdo vse ti je pa na tej poti tako velike spremembe pomagal, ja. Da verjetno nisi bil sam v vsem tem razmišljanju, bi bilo kar nevarno, ne verjetno? Ja. Kdo vse? V bistvu otroka sta zrasla. Primož in Peter. Ne? Primož je starejši, Peter je mlajši, ne? In dejansko Primož je med študijem delal v enem klicnem centru. In je bil zelo, zelo, zelo uspešen pri prodaji preko telefona. Ne? Kar bistveno je presegal povprečje, ne? Pač svojih kolegov. Ne? In mi smo zastavili oglaševanje na takšen način, da smo dejansko preko družbenih omrežij iskali ljudi, ki bi jih takšen način sodelovanja zanimal. Ne? In so nam pač posredovali svoje kontakte in s tem so rekli, gled, nas pa to zanima, dajte nam, prosim, več informacij. Ne? In potem smo jih mi poklicali. In smo jim v živo, ne, preko telefonskega pogovora lepo razložili, na kakšen način to poteka, ne, in se je kar lepo število v tem odločilo za sodelovanje. Je bila zadaj neka ekipa, hkrati tudi precej jasna strategija? Ja, zelo jasna. Ja. In preizkušena. Ne, ker v bistvu pri prodaji je zelo pomembno nekaj, ne, ko greš ti z nekim novim izdelkom ali pa nekim novim načinom, ne, na trg, ti moraš najprej preizkusiti. Ne, če trg to sprejme, če ljudje to sprejmejo. Ne, če v bistvu nihče ne bi tega sprejel, če bi vsi rekli, gled, mene pa to ne zanima, jaz pa ne bom čakal pol leta, ne, da dobim, ne, ker ljudje to plačajo spomladi. Ne, da dobim nek izdelek, ne, potem mi sigurno ne bi šli pač v to, ne, ker pa so ljudje to sprejeli, ne, ker se jim je zdelo zanimivo, ne, in v bistvu jih je vedno več, ne, pa smo pač potem naredili to spet preusmeritev, ne, se pravi načina prodaje. Ne. Ja. Se pravi, tista beseda marketing, ki je bila upisana v iskalnik, rodila ogromno nekih sadov. Ja. Verjamem pa tudi, da je bilo precej izobraževanja v to smer. Ja. Kdo so bili ali pa kaj so bili tvoji viri? Ja, pač virov je, mislim, danes je ogromno teh vsebin. Ne? Ogromno je bilo izobraževanj, ki so plačljiva. Zdaj, v bistvu, jaz si upam trditi, pa upam, da mi poslušalci ne bojo zamerili, kmetje smo razvajeni, kar se tiče izobraževanj. Ne? Ker imamo vse brezplačno. Ne? Kmetijsko-gozdarska zbornica nam pač to nudi v okviru svojega servisa. V okviru svojega servisa, ne? Izobraževanja, ki jih ne rabimo plačati, ki so pokrita iz nekih drugih virov. Ne? Je pa res, da mogoče narava deluje na takšen način. Ne? Se pravi, v življenju je vedno neko ravnovesje dajanje in prejemanje. Ne? In
se zna hitro zgoditi, hitro se zna zgoditi, da lahko kvaliteta teh vsebin pade, če so brezplačne. Zaradi tega ravnovesja med dajanjem in prejemanjem. V glavnem, jaz osebno sem hodil ogromno na izobraževanja plačljiva, se pravi, ki so v bistvu bila namenjena podjetnikom. Investirali smo veliko denarja, vsako leto vsaj toliko, koliko stane letnik faksa, vsaj toliko. Tako da, če bi se štel od tega leta 2005 pa do danes, pride kar zajeten znesek. Kar se mi zdi pa najbolj pomembno, pa je dejansko to, da sem vmes nekje na tej poti spoznal dejansko eno zelo pomembno informacijo do prodaje, ker mi lahko prodajamo na dva načina, odvisno tega, kdo smo. Obstaja, jaz rečem, naravna prodaja, pa obstaja agresivna prodaja. In ključen je motiv prodajalca. Če sem jaz v vlogi prodajalca, pač prodajamo to našo ekološko vloženo zelenjavo. In kadar je meni mar za ljudi, za tisto osebo na drugi strani, ali bo ta oseba imela korist od tega, kar mi delamo. Ker mi včasih naletimo, kar je čisto normalno, se pravi na družino, za katero pa mogoče ta izdelek v tem trenutku ni primeren. Ker je dejansko gre za izdelke višje vrednosti. Mi dodamo precej vrednosti našim izdelkom. In se zgodi, da katera družina v tem trenutku ni v situaciji, se pravi za njih, da bi bilo smiselno, da se to privoščijo. In potem je pač boljše, ali pa če je na drugi strani nekdo, ki mu ekološko pridelana hrana ne pomeni neko vrednost. Bolje, da ne kupi. Se pravi, moja naloga je, da recimo kupcu pomagam razumeti pravo vrednost teh izdelkov. To pomeni, če je meni mar za osebo, da dam vse od sebe, da bo v bistvu, če kupi, da bo tam zadovoljstvo. In da bo hkrati ozaveščen o tej dodani vrednosti. Se pravi, da pomagam razumeti resnično vrednost. Z informacijami. Z informacijami. Če oseba ni v stanju razumeti, včasih smo v življenju, nismo sposobni nečesa razumeti. Ali pa morda še nismo. Še nismo sposobni razumeti in potem pač ne pride do nakupa, kar je čist normalno. Če pa meni kot prodajalcu ni mar za ljudi na drugi strani, potem bo pa moje življenje naporno. Se pravi, prideva do agresivne prodaje. Ja, prideva do agresivne prodaje, in to je ključno. Se pravi, da sem jaz oseba, ki mi je mar za druge ljudi, ki jim želim dobro. In ko si takšen človek, potem gre zlahka. Govoriva o filozofiji prodaje. V bistvu ja. Kaj vse je še pomembno? Eno stvar si rekel, je ta odnos do tega, da dam te informacije, da ozaveščam in da to nekako na drugi strani rojeva sodelovanje tistih, ki so na to pripravljeni. Da slišim tudi, da ni nujno, da je to za vse in nikoli ne bo za vse. Kaj je še vse pomembno v tem sklopu prodaje, da kmet razume prodajo? V bistvu, če zdaj govoriva o prodaji, pomemben je tudi odnos do prodaje. Se pravi, kakšen je moj osebni odnos do prodaje. Tudi to je pomembno. To je mogoče na samem začetku. Se pravi, včasih smo v življenju doživeli kakšne izkušnje, ko smo bili soočeni z agresivno prodajo. Se pravi, s prodajalci, ki jim ni bilo mar za nas, ki smo bili na drugi strani. Da imamo neko izkušnjo. Da imamo neko izkušnjo v življenju in dejansko, potem to povežemo. Mi to povežemo, naš to poveže, se pravi, prodaja je nekaj slabega. Prodajalci so slabi ljudje. To so tisti, ki vsiljujejo. Ja, to so tisti slinasti ljudje, ki hočejo iz sebe izpuliti denar. In jaz nočem biti takšen.
Jaz sem pa dober človek, jaz hočem biti dober človek. Ne? In če v moji podzavesti nosim to prepričanje, da so prodajalci slabi ljudje, da je prodaja nekaj slabega, ne? Bom težko sam prodajal. Ne morem uspešno prodajati. Ja. Gre za neko notranje prepričanje, ki ga živimo. Ja. Miselnost. Ja, ki ga nosimo v sebi, ne, ker gre pa pri prepričanjih, veš, gre za to, da se to nahaja v podzavestnem umu. Mi smo to ponotranjili včasih že kot otroci, ne? In v tem trenutku danes ne vemo, da imamo to v sebi. To je največja težava. Ne? Se sploh ne zavedamo tega. Se sploh ne zavedamo. Ne? In se lahko zgodi, da v bistvu ne poznamo vzroka, zakaj nam pri prodaji ne gre dobro. Ja, zelo mi je bilo všeč, ko si na zadnje, ko sva se pogovarjala, rekel, da je prodaja, da je to nekaj, kar ti pravzaprav si dolžan narediti, ker imaš neko dobro stvar in bi bilo narobe, da je ne bi ponudil kupcu. Da mi mogoče še o tem kaj več povem. Ja, ne. V bistvu, mogoče še en delček nam manjka pred tem. Ne. Zavedanje, ne, se pravi, kmet kot oseba, kot človek, ne, mora ceniti svoje delo. Ceniti sebe in ceniti svoje delo. In ceniti rezultat svojega dela. Ceniti svoj izdelek. Ne. Ko jaz kot kmet cenim svoj izdelek, ne, ko jaz svojemu kupcu pogledam v oči, on to na meni vidi. On to vidi na celem mojem telesu, ne, da jaz imam nekaj dobrega zanj. Ne, se pravi, na energijskem nivoju mi sporočamo, ne, kadar pa jaz ne cenim sebe, ne cenim svojega dela, ne cenim svojega izdelka. Ne. Takrat pa v bistvu, če povem ceno, za katero ne stojim, izdelek je mogoče vreden, recimo 5-6 evrov, čisto na pamet je ta številka, ne, ampak jaz pa v sebi, ker ne cenim sebe, ne cenim svojega dela, nisem uglašen s to vrednostjo, ne, in jaz umaknem svoj pogled, ne stojim za tem in kupec to vidi in dobi občutek, da to ni toliko vredno, v resnici pa je. Ne. In nastane razlika med vrednostjo in ceno. Ja, ne, še to je to. Ne. Potem pa zdaj pridemo do tistega, ko si rekla prej. Ne. Se pravi, ko pa jaz se zavedam vrednosti svojega dela, ko cenim sebe, ko cenim svoje delo, ne, ko cenim to, kar je nastalo na moji kmetiji, ne, takrat pa v bistvu iz tiste obveznosti, da povem človeku, da imam nekaj dobrega zanj, ne, in mu pomagam, da tudi on razume vrednost tega izdelka. Ne, se pravi, to je moja dolžnost, da ljudem povem, ne. Mogoče je smiselno zdaj povezati eno čisto konkretno situacijo v Sloveniji, ki se je zgodila. Ne? Trg z ekološkimi živili. Ne? Zdaj ne vem točno, katerega leta je bila resnična, je veljala informacija, ne, v trgovskih centrih. Ne? Je bilo prodanih samo 5% slovenskih ekoloških živil. Se pravi, od vseh prodanih ekoloških živil jih je bilo samo 5% iz slovenskih kmetij, 95% pa iz uvoza, ne, ekoloških živil. Ne. In v bistvu se pravi zelo velika priložnost, ne, za slovenske kmete. Ne. V tem, ne, po drugi strani pa je lahko težava, ker bomo težko kupca navadili navadili. On je zdaj navajen na eno tisto znamko, zadovoljenje z izdelkom, ne, in kak bo v bistvu zdaj potem sprejel našega, ne, domačega. Ja, več stvari si odprl, se mi zdi. Verjamem, da za marsikaterega kmeta popolnoma na nov način odkrivaš neke pojme. In če si narišem nekega kmeta, ki se odloča recimo o tem, da bi nekaj rad spremenil, da na ta način, kot sedaj dela recimo, da je v govedoreji, oddaja mleko v mlekarno. S čim pravzaprav lahko on začne, s kakšnim vprašanjem, s kakšnim razmišljanjem lahko sploh začne, da si bo pustil odprto pot za nekaj novega, da ga ne bo strah. Ja. Mogoče je tukaj najprej potrebno zavedanje, ne, tiste resnice, ne, kadar jaz kot kmet prodajam svoj pridelek, ne, recimo, da je to mleko. Ne. Moja kmetija ima neko ime.
ne, na moji kmetiji delajo eni ljudje, ki imajo ime, ki imajo svoj način razmišljanja, ki imajo svojo zgodbo. Ne. In ko jaz to mleko zapeljem v mlekarno in ko tam zlijem v tiste cisterne skupaj z mlekom vseh ostalih kmetij, se moja zgodba izgubi. Vsa ta vrednost se zmeša z drugim. Se zmeša z drugimi in moje zgodbe več ni. Zgodbe moje kmetije več ni. Ne? In ni več tiste dodane vrednosti, ki bi jo bil kupec pripravljen plačati. Ne? Se pravi, to je en vidik. Drugi vidik je, da v bistvu jaz kot kmet, ne, se pravi, nimam vpliva na ceno mleka. Jaz ne morem iti na kmetijsko zadrugo pa reči, poslušajte, gospod komercialist, od jutri naprej je cena mojega mleka takšna. Ne? Recimo, zrasli so stroški, nekaj se je podražilo, to. Ne? Ok, jaz si preračunam, tukaj se mi več ne izide, cena mojega mleka bo takšna. Ne? Nimam te moči. Ne? Se pravi, na zadrugi ali pa v mlekarni ne bojo sprejeli te moje zahteve. Ne? In bojo rekli, glej, ni problem. Ali z tega vidika sem podrejen. Ne? Podrejen. Se pravi, nimam vpliva na ceno svojega pridelka, ne? Ali pa izdelka. Ne? In zdaj se pa moram vprašati. Edino, kar se moram vprašati, je to, ne? Ali sem pripravljen celo življenje biti v podrejeni situaciji. Ne? Se pravi, če sem pripravljen celo življenje pač tvegati to, da bo nekdo drug odločal o ceni mojega pridelka, se pravi o ceni mojega dela, ok, gremo v to, ne? Ampak grem zavestno v to. Ne? Če pa, ne, in je popolnoma drugače, ja, in je kot če se počutim žrtev tega sistema. Ja, ne? Če pa nisem pripravljen, ne, potem pa ok, kakšne so možnosti? Se pravi, lahko grem v investicijo, lahko grem v predelavo, ne, pač mleka na kmetiji, siri, karkoli pač, ne, in potem grem svojo zgodbo. Ne. Tam je pa ime kmetije, tam je pa moje ime, tam je pa moj način razmišljanja. Ne. Tam je tista dodana vrednost, ki se izgubi, če peljem mleko v mlekarno. Ne. Tam pa v bistvu je moj uspeh odvisen od, se pravi, poslovnih odločitev, ki jih sprejema mlekarna. In če oni sprejmejo neke slabe poslovne odločitve, ne, glede upravljanja z blagovnimi znamkami, glede pogajanja s trgovci in tako naprej, ne, sem jaz tisti, ki plačam dejansko ceno. Ne. Poleg tega pa gre še za v bistvu pogled na pojem sodelovanje, ne, ker tu gre za eno sodelovanje. Ne. Se pravi, jaz kot kmet pridelam osnovno surovino, ne, mlekarna kot živilsko predelovalna industrija to odkupi in predela, potem na koncu trgovska veriga to ponudi končnemu kupcu. Ne? In če je tukaj zdrav pogled na pojem sodelovanje, ne? Se pravi, da nam je mar, da je trgovcu mar za mlekarno, da je mlekarni mar za kmeta, tudi da je recimo trgovcu mar za kmeta, ne? Potem ni problem, gremo ne? V to smer, gremo v takšen način, ker je takšen način najcenejši. Takšen način je za kupca v bistvu na koncu ne, tudi najcenejši. Ne. Ampak če pa ni tega, ne, jaz sem to pogrešal, ko smo sodelovali s trgovskimi verigami. Mislim, pogled da danes ni nič drugače. Na pojem sodelovanja. Ne. In zato smo, tudi to je eden od razlogov, zakaj smo mi šli po tej poti. Ne. Treba je pa vzeti v zakup, treba se zavedati, da to ni lahka pot. Ne? Bistveno lažje je odpeljati mleko v mlekarno, bistveno lažje je pšenico takoj po žetvi odpeljati tja v silose. Ne? Malo težje je pač narediti neko skladišče, pa potem ne, tudi predelavo na kmetiji. Se pravi, treba je plačati ceno ne, za tisti rezultat, ki ga hočeš doseči. Dve stvari slišim. Eno je pravzaprav to, kar se tudi na mojih coachingih zelo veliko krat pogovarjamo. Postavljanje hrbtenice. Ja. Postaviti sebe v ta prostor in čas in tudi postaviti si pravilna vprašanja, da lahko stojim za tem, za kar sem se odločil. Ne? Ja. Ni tukaj črno-bele slike, ne? Oddajanje ni ok. Ampak če sem za to, kaj mi to prinese, če sem za to, kaj mi druga stvar prinese. Druga stvar, ki si jo pa omenil, pa se mi zdi, da na splošno v slovenskem prostoru je kar tema, ki je pomembna, da jo nagovorimo, je pa prevzemanje odgovornosti. Če se odločim za eno pot, je moja odgovornost, da jo speljem za vse tiste, ker ne delam samo zase, ampak še za ogromno drugih ljudi.
in če se odločim za to pot, je tudi moja odgovornost. Kako si se pa s tem mogoče srečeval? A je bilo kdaj občutek prevelikega pritiska, prevelike odgovornosti, posledično prevelike preobremenjenosti in izgorevanja v delu, recimo? Kakšni so bili pa ti procesi pri tebi? Ja, sigurno so bili takšni trenutki. Ne? Zdaj, če bi rekel, da jih ni bilo, ne bi povedal po resnici. Ne? Ker v bistvu, veš, vsak delček procesa na kmetiji zahteva svoj čas, zahteva vložek, dela, ne? Zahteva tudi mogoče kakšno investicijo. Ne? Eno je pridelava, ne? Kjer pač moraš obvladati tehnologijo, ne? Drugo je predelava, kjer moraš spet obvladati tehnologijo in rabiš pač določene prostore in vse to, ne? In tretji delček je potem prodaja. Ne? In pač vse to je v določenem obdobju v življenju, ko sta Primož in Peter še hodila v šolo, ne? Je bilo kar precej na mene. Ne? Ampak v bistvu tisto obdobje, ne, so bili prihodki še manjši. In mi se enostavno nismo mogli privoščiti, ne, ker smo delali za trgovine, gor je bila trgovska marža še potem na koncu, tisto, kar je plačal kupec, ne, in si je bilo težje privoščiti dejansko pač pomoč. Ne. In zdaj, ko pa prodajamo sami, ne, zdaj pa občutek vrednosti tega našega izdelka v očeh kupca je višji, kot je bil takrat, ko ga je vzel v trgovini na polici. Ne? Ker to je čist druga rdeča pesa, zdaj veš, če rečem zdaj pesa, ne? Ko veš, kdaj je bila posejana, ko veš, na kjer njivi raste. Ne? In zdaj, če si predstavljaš še, recimo imaš otroke, ne? In jim poveš, svoji deci poveš, tam na eni kmetiji, blizu Ormoža, raste za nas rdeča pesa pa kumarce in mi bomo jeseni to dobili, ne? Domov. In otrok čaka to rdečo peso, čaka te kumarce in imamo ogromno družin, ko so nam starši povedali, prej pese deca niso hoteli jesti, zdaj jo pojejo, ker so jo čakali celo leto in je to čisto. In vi jih vmes obveščate, ja, kaj se dogaja? Ja, mi jih obveščamo, ja, seveda. Ne? In zdaj, ne, mi smo zdaj povečali od tistega obdobja, ko smo prodali v trgovine, mi smo povečali in količine in ceno, bistveno smo povečali ceno in tudi količine smo lahko zdaj povečali, ker zdaj imamo vpliv. Ne? Takrat, ko prodajaš v trgovine, ti težko vplivaš, ne? Kot kmetija težko vplivaš na to, da bi se dejansko tvoji izdelki, da bi se prodaja bistveno povečala, ne? Ker nimaš kapitala toliko, ne moreš si privoščiti TV reklam, ne moreš si privoščiti jumbo plakatov in tako naprej. Vse te mašinerije enostavno ne moreš plačati. Ne? In zdaj, ko smo pa to naredili, ta prehod, ne? Smo pa bistveno več mi dobimo za svoj izdelek, ne? In zdaj si pa lahko privoščimo tudi organizacija dela na naši kmetiji zdaj drugačna, ne? Ker recimo jaz sem tista generacija, ko če je bilo treba pač delaš od 3 zjutraj pa do 11 zvečer, ne? Pa sobota, pa nedelja ni problem. O tem sem govorila prej, ja. Se pravi, je bilo tudi tako obdobje? Itak je bilo, ne? In je bilo naporno, ne? Ampak to je bilo plačevanje cene, ki jo je treba plačati. Ne? Zdaj smo pa v bistvu organizirani. Ne? Primož pa Peter sta rekla, zakaj ne bi organizirali stvari, ne, na takšen način, da se vikendi ne delajo. Ne? In ko nam vreme to dopušča, recimo mi zdaj zadnji 2 leti, redko kjera sobota se dela. To se mi zdi res pomembno, da slišijo mladi kmetje. Ja, ker se velikokrat počutijo kot da niso del tega normalnega življenja, ker si ne morejo privoščiti tega ravnovesja med delom in počitkom, ves čas se vrtijo v delu, oba veva, kam to vodi. Kakšne posledice vse prinese to za sabo. Na kateri točki ste se odločili? Se pravi, ko je bila prodaja dovolj visoka, kdaj se je ta občutek spremenil, da ste lahko si privoščili ali pa morda sklenili, mi pa ne želimo več na tak način? Ja, to je prinesla mlajša generacija. Ne? Ker veš, v življenju kot človek ustvarjaš navade. Ne? In tudi na delu se navadiš. Tako je, na ritem, na vse. Na vse se privadiš. Ne? In Primož pa Peter sta v bistvu tista, ki sta rekla, ok, dajmo organizirati na takšen način. Ne?
In ko si ti enkrat zastaviš cilj, ne, dokler o tem ne razmišljaš, ja, kako se če sprememba zgoditi, se ne more. Ne. Ko pa ti rečeš, ok, dajmo to organizirati na takšen način, takrat se pa sprememba lahko zgodi, ne, ker v bistvu si to zastaviš za cilj in pelješ, sprejmaš določene odločitve, ki te pripeljejo do takšnega rezultata. Ne. In je super, meni je krasno. Ampak je res potrebno neko samozavedanje na začetku. Ja. To opažam pri mlajši generaciji, da jim to veliko več pomeni, da razmišljajo tudi o sebi, kdo sem, kam želim, kako želim do tja. Ja. To res pozdravljam. Me pa zanima še ta del, ki se mi zdi, da sem ga res slišala. Vaša kmetija gre naprej. Ja. Gre naprej, mlajša generacija je že prevzela. Ja. Kakšen je bil pa ta prehod? Tudi ti si sedaj rekel, da počneš stvari, ki jih zelo rad počneš. Ja. Mi boš o tem več povedal. Kakšen je bil ta prehod? Ja, v bistvu zdaj tu pri nas, glede na to, da sta oba zaposlena na kmetiji, dejansko sta se pač, jaz sem rekel, zmenita se. Sta oba že prej kazala znake, da si želite tega življenja? V bistvu ne. Med študijem ali pa med šolo ne, ker to je mogoče zanimivo. Še ena informacija, če ti povem. Mi smo imeli večkrat obiske kmetij, društva razna pridejo k nam, ne? Ker smo na ogled, ker smo pač kot primer dobre prakse. Ne? In vedno je bilo vprašanje, ali imamo naslednika. Ne? In jaz sem vedno, moj odgovor je bil vedno enak. Mi je čisto vseeno. To je bil moj odgovor. Ne? In potem nadaljevanje sem rekel vedno, gledajte, jaz imam svojo deco rad. Ne? In meni je pomembno, naj delajo tisto, kar jih veseli. Naj najdeta tisto, kar bosta res v življenju počela z veseljem, ker takrat bosta zadovoljna. Ne? Ko človek počne nekaj na silo, nekaj, za kar mu ne more biti srečen v življenju, veš, poklic, delo, ne, ki te ne izpolnjuje, ki ga ne maraš s časoma zamori, z leti te zamori in potem kot takšen človek niti svoji družini, niti nikomor ne moreš dati tisto, kar bi lahko dal. Ne? In to pomeni samo to, ne, da jaz sem se odločil nekje v določenem trenutku, da nočem postati odvisnik od te svoje kmetije. Se pravi, dokler mi lahko služi, ne, dokler mi pač prinaša prihodek, ne, ok, v redu, se gremo to zgodbo, ne, če pa pač sinova bi šla po drugi poti, ne, če bi jo izpolnjevalo kakšno drugačno delo, ne, potem pa itak ukreneš nekaj, ko več ne moreš recimo upravljati, delati tega, ne, ker v življenju prije trenutek. Ne, in zdaj se je pa pač zgodilo to, da sta se oba odločila, ne. Primož je že bil zaposlen izven kmetije, 3 leta je delal v pač enem podjetju v Mariboru in se je v določenem trenutku odločil, da se pridruži ekipi. Ne. To je bil tudi trenutek, ko smo potem naredili tisti prehod iz trgovin k družinam slovenskim. Ne. Je že bil vpet v to? Ja, je že bil vpet v to. Ne. Je bil praktično nosilec prodaje. Ne. On skrbi za prodajo. Zanimivo mi je to, ker nekako iz naravne prodaje v naravno predajo. Ja. Če bo če ne. Ja. To se mi zdi krasna nenavezanost, čustvena. Ja, svoboda v bistvu. V bistvu svoboda, ne, ki jo želimo dajati našim otrokom. Ja. Da živijo svoje poslanstvo, tudi če ni povezano z našim, z nadaljevanjem naše dejavnosti, recimo. To se mi zdi kar velik preskok. Ja. Ja. Ker zdaj v tem trenutku ni več samo vložena zelenjava, mi smo kmetijo precej povečali v teh letih. Ne. Kako veliko imate sedaj? Zdaj trenutno je 30 hektarjev, so bistveno večje kmetije, ne, kakšnih 20 hektarov njiv. Ampak začeli ste pri 4? Ja, začeli smo pri 4 in tako da smo zdaj dodali še žita. To je pa novo. Mislim, da v novembru smo imeli prvo prodajo in pač, ker imamo družine, ne, ki kupujejo od nas že vloženo zelenjavo, smo istim družinam ponudili še dodaten izdelek in se kar lepo. Smo presenečeni, zelo lepo se je prijelo, ne, in imamo zdaj še Ja, zdaj bi bilo zanimivo imeti tukaj še vaša dva sinova, da bi povedala, kako sta one dva
videla vas. Kako je pa vse to, recimo, opeta vaša žena? Ja. Da se še malo žensk dotaknemo, ne? Na kmetiji. Se mi zdi, da je to tudi pomembna tema. Ja, na začetku sem že rekel, ne, da ko smo šli v te drzne odločitve tega dvojnega prehoda, ne, se je Romana malo prestrašila, jaz popolnoma razumem. Ona hodi v službo, dela kot računovodkinja na eni osnovni šoli, ne, ampak po službi pač ona drži 4 vogale. Vse 4? Ja. Pač pomaga, ogromno pomaga. Ne. Res je, ne, da je tam v službi v papirjih, ne, in ji v bistvu paše. Da gre potem doma malo ven, ne, tako da za papirje na kmetiji se ni hotela do zdaj vmešavati, ki jih je vedno več. Ne. Zdaj pa upam, da bo pogrešala in da bo zdaj mogoče kakšen delček. Da bo to znanje lahko še uporabila za kmetijo. Ja, tako da v bistvu, ne, če ni bilo v začetku tiste moralne podpore, ne, ki je pomembna, ampak pač v praksi, ne, je pa zelo podprla in težko, mislim, ni mogoče, da bi to se zgodilo brez nje, enostavno. Ne? Ja. Ob tem nisem tako zelo optimistična glede slovenskega podeželja, ker se mi zdi, da ta statistika, ne, ogromno samskih kmetov, visoka povprečna starost, ne kaže na to, da bi šlo to v smer, kjer bi mladi v tem videli nek perspektiven poklic. In se mi zdi tudi, da je pomembno, da to temo nagovorimo. Ne? Kako pomembna je ta podpora nekoga, ki pride na kmetijo, ki mogoče ne bo izključno počel, se pravi, zaposlen bil na kmetiji, zaposlena na kmetiji, ampak da je pa ta podpora nujna, potrebna, ni pa tukaj nekega modela, če je tako, je kmetija uspešna, če je pa zaposlen zunaj, pa je neuspešna. Sploh ne. Ne, to ne pomeni to. Ne. Je pa potrebna ta moralna podpora, da... Pomembna. Je pomembna, v bistvu ni pa to pogoj. Ne? Ni pa pogoj. Ne? Se pravi, ne, zdaj, če Romana tega ni podprla, to ne pomeni, da se zato... To se je kljub temu zgodilo. Mogoče je bilo pač malenkost, ne, če ni moralno podprla. Ne? Ona je zelo podprla fizično, ne? Mislim, s svojimi dejanji. Ne? Ja. Ampak sta morala imeti dober odnos, da sta lahko to vzpostavila in sva pri odnosih, ki so izjemnega pomena na kmetiji, da lahko kmetija prosperira. Ja, drugače pa mogoče, ne, ko si omenila, da je dosti mladih fantov na kmetijah samih, ne? Jaz imam en pogled na to, ne? V življenju si je treba zastavljati cilje in jim slediti. Ne? In v bistvu, ne, tudi to je lahko eden od ciljev prevzemnika kmetije. Ne? In zdaj, če jaz čakam doma, nič v življenju se ne zgodi samo od sebe. Tja, kamor smerjamo svoje misli. Ja, ne, tisto se krepi, če jaz tisto verjamem, živi. Da je težko, mislim, ne, da se ženske težko odločijo priti živeti na kmetijo, ne, s tem kaj delam? S tem podpiram, ne, se pravi, da na mojo kmetijo ne bo, težje bo nekdo prišel na mojo kmetijo, če jaz to verjamem. Ne. Če pa jaz verjamem, ne, ker če te zdaj vprašam, ali je mogoče priti na Triglav? Je. Zakaj? Kako to veš? Ne vem, da se da. Kako veš, ker je že mnogo ljudi prišlo? Potem, se pravi, izkušnje drugih. Ja, ne. To se pravi, ali obstaja na kjeri slovenski kmetiji, pač je kjera slovenska kmetija, ko je ženska prišla živeti? Je. Se pravi, je mogoče. In so lepi zgledi. Ja. Ampak zato moram najprej sama vseb dobro stati, da lahko to živim, da lahko tudi privlačim podobno energijo ali pa podobno miselnost nase. In to je pomembno, tisto zavedanje. Ne? Vse, kar obstaja, ne, se je zgodilo 2-krat.
najprej v meni, v moji notranjosti, v mojem umu, ne, ker sem o tem razmišljal, kar je to bilo v moji pozornosti, ne, in kakšna je bila moja energija, ko sem o nečem razmišljal. Ne. In zdaj, če kot mlad fant razmišljam, joj se na kmetijo, pa nobena punca noče priti, ne, in se počutim slabo, nimam prijetnih občutkov takrat, jaz si želim najti osebo, ki bo z mano živela na kmetiji, ne, ampak ko razmišljam na takšen način, nimam prijetnih občutkov v sebi. Ne. Če pa razmišljam drugače, ne, zagotovo se bo to zgodilo. Ne vem še, kdo bo to, ne vem še, na kakšen način se bo to zgodilo, ne vem še, kje se bo vas poznala, ampak vem, da bo. In se počutim ok. Ne, in to je tisti magnetizem, ki privlači. Ne. In ki nas posledično tudi pripelje v neka dejanja, tudi neko stanje, ki ga izražamo. Mogoče samo en kratek. Ja, super, odlično. Se pravi, vaša kmetija gre naprej. Ja. Z 2 sinovoma, oba imata že družine? Starejši, mlajši ima punco. In ti si na začetku omenil, da pa prihajaš v neko novo obdobje. Ja. Daj mi, prosim, povej več o tem. To predajanje znanja, ne, v bistvu, to je v meni prisotno od tiste spremembe. Takrat hitro za tistim so me poklicali iz ene osnovne šole, ko so imeli projektni teden. Ne. To je cel teden in so mi dodelili eno skupino, se mi je zdela zanimiva tema, ekološko kmetijstvo. Ne. Mislim, da je bilo 15 otrok. In meni je bilo to fenomenalno. Jaz sem tako užival s tisto deco. V tem predajanju znanja. Ja. In oni so bili zadovoljni, ne? In super projekt je nastal iz tega. Ne? In potem pozneje, veš, je to malo zamrlo, ker sem bil zelo vpet v to spremembo na kmetiji, ker je bilo treba vzpostaviti stvari iz temeljev na novo, ne? In enostavno ni bilo. Ampak po drugi strani ni bilo niti časa, ne? Sploh nisem razmišljal o tem. Ne? Po drugi strani pa v bistvu so prihajale izkušnje, ne? Ki jih lahko zdaj dam naprej. Ne? Sem se naučil nekaj skozi, ne, za mano stoji neka zgodba, jaz nisem oseba, ki ti bi govoril nekaj, kar sem prebral v eni knjigi, ne? Ali pa poslušal na enem izobraževanju. Jaz sem oseba, ki imam to za sabo. Ne? Če jaz rečem danes, da recimo bom eni kmetiji pomagal nekaj prodati, ne? Jaz imam bogate izkušnje na tem področju in recimo bogate reference, ne? Recimo z enim prodanim, z enim napisanim sporočilom, ne? Ki ga napišemo, ne? Prodamo vložene zelenjave v enem dnevu za par 10.000 evrov. Ne? To je izkušnja, to je rezultat, ki smo ga pač dosegli na naši kmetiji. Ne? In iz katerega lahko črpaš, da daješ naprej te informacije. Tako da v bistvu to je nekaj, kar je za mojo dušo, za moje srce. Čutim, da je zelo srčna, ne samo želja, ampak že kar dejanja. Po drugi strani pa druga ciljna skupina, tudi podjetniki. Ne? Ker je veš, ljudje smo delček narave. Ne? Se strinjaš s tem? Vse. In v naravi se vse zgodi z lahkoto. Ne? Trava raste in se nič ne trudi. Ne? Jablana razvije cvetove, se nič ne trudi. To se zgodi z lahkoto. Ne? Požene liste, jablana, plodove do jeseni. Ne? Vse se zgodi z lahkoto. Ne? Bi pa bilo težko, ne? Če bi jablana hotela roditi hruške. Bi pa mogla vložiti ogromne napore, ne? Enostavno ne bi šlo. Ne? To se nam včasih v življenju dogaja, ko smo jablana, pa hočemo biti hruška. Ne? In je težko, ampak veš, neka naravna inteligenca vse to upravlja, vse te procese v naravi. Ne? Zato je to se zgodi s takšno lahkoto. Ne? In tudi naše življenje bi lahko potekalo bistveno bolj lahkotno, kot v resnici poteka. Ne? To pa zato, ker ne poznamo sami sebe dovolj, ne poznamo načina delovanja našega uma. Ne? In ko mi vse to spoznamo, ne? Ko spoznamo proces, na kakšen način nekaj v življenju nastane, našem življenju, na kakšen način se nekaj iz naše notranjosti, ne? Ko mi o tem razmišljamo, zgosti, pretoči v našo fizično dimenzijo. Ne? Kakšen je najlažji način, da se to zgodi? Ne? Na kakšen način
dejansko ne nasprotujemo sami sebi. Ne? Ti procesi, ne, ki jih pač, ti procesi znanja o tem je darilo, ki sem ga prejel skozi tisto izkušnjo. Ne? In na takšen način pač lahko pomagam veliko ljudem, ne, da se kvaliteta njihovega življenja dvigne. Se pravi tudi podjetnikom. Tudi, ja. In to znanje je aktualno kako pa tudi ti za kmetije. vidiš kmeta v okviru podjetništva? Moje mnenje je, da kmet je podjetnik po tem, kar počne praktično, zelo specifičen, sicer ampak podjetnik. Kaj ti meniš o tem? Ja, v bistvu ja, vsekakor se strinjam s tem, ne? Ampak v bistvu zelo pomembno se mi zdi pač, veš, tisti motiv in pri podjetniku in pri kmetu. Ne? Se pravi, tisto zavedanje lastne vrednosti, samozavest, zavedanje lastne vrednosti, zavedanje vrednosti lastnega dela. Ne? In v bistvu itak, ja, podjetniški način razmišljanja. Ne? Se pravi, kaj hočem narediti s svojo kmetijo? Ne? Se pravi, da se zastavijo neki cilji. Ne? Ali sem zadovoljen, kot sva že prej govorila, ne? v teh vzpostavljenih sistemih, ne? Ali so moji cilji višji, ne? Ali želim izstopiti iz teh vzpostavljenih sistemov na svojo pot, da lahko dam, ne? Se pravi, da lahko uporabim tisto vrednost, ki v resnici nosi moja kmetija. Ne? Moja kmetija, ime moje kmetije, jaz osebno, moj način razmišljanja in tako naprej. Ne? Ne vidim neke velike razlike med kmetom in podjetnikom. Ne? Ja. Zelo dobro je, če si eden pa drugi zastavijo to vprašanje, kaj lahko dam. Kaj lahko dam? Ja. In v kratkem bova tudi skupaj pripravila nekaj za kmete. Ja. Bo z področja prodaje? Ja. Kaj lahko poveva, da bova bolj specifična? Ja, v bistvu mogoče ne samo prodaje, ne? Ker mi smo na naši kmetiji, zdaj v tem trenutku smo mi dejansko kmetija, ki smo popolnoma neodvisni od vzpostavljenih sistemov. Ne? To se pravi, če v tem trenutku se zgodi, da se ukinejo subvencije, ne? Na nas to skoraj ne bo vplivalo, na našo kmetijo. Ne? Ker pač subvencije, mi koristimo vse to, ne? Smo vključeni, smo vpeti v to, ampak to predstavlja en mali delček naših prihodkov. Ne? Se pravi, glavnino prihodkov, čez 90%, ne? Mislim, da celo čez 90%, mogoče blizu 95%, predstavlja naša prodaja. Ne? Se pravi, naši izdelki. Ne? In da smo mi prišli v to situacijo, smo dejansko naredili 5 sprememb, 5 korakov, da ste prišli do tega. Da smo prišli, jaz temu pravim svobodna kmetija ali pa svoboden kmet. Ne? In v tem izobraževanju bova v bistvu to nagovarjala, razložila teh 5 korakov, ki smo jih naredili na naši kmetiji in ki so nas pripeljale v to situacijo, v kateri se nahajamo danes. Ja, več bo še objavljeno. Za zaključek pa mogoče danes potekajo protesti, ne, v Bruslju. Vendar ta logika ni tvoja logika, recimo. Kaj se ti pa zdi, da je za mladega kmeta pomembno, da v svoji miselnosti začne gojiti, da se ne bo počutil ta žrtev vseh teh sistemov, ampak da bo postavil in hrbtenico in tudi vzpostavil en odnos do odgovornosti o tem, kar so pregovorili. Ja, to si pa zelo dobro vprašanje postavila. Zelo kvalitetno. Zdaj moj pogled v bistvu recimo na vzpostavljene sisteme, ne? Se pravi, pač živimo v neki državi, imamo pač različne politike, imamo tudi kmetijsko politiko. Ne? In jaz pač verjamem, ne? Ta sistem, recimo kmetijska politika, ne? Lahko te podpira pri tvojem delu, lahko te pa ovira. Eno ali drugo. Ne? Se pravi, če so tam prisotni ljudje, če so te osebe, ti politiki ljudje, ki v bistvu
ne razmišljajo veliko, ki ne razumejo kmetijstva, če so tam prisotni ljudje, ki jim mogoče ni mar, ne, ki imajo neke drugačne cilje, ne, se zna hitro zgoditi, da pač kmetijska politika zavira kmeta, ne, da mu pomeni pač neko oteževalno okoliščino, ne, ga zavira pri doseganju njegovih ciljev. Ne. Zelo pomembno pa se mi zdi zavedanje, da ko imaš ti jasno zastavljene cilje na kmetiji, ne, ko ti postaviš sebe in ko ti verjameš v te svoje cilje, nič na svetu te ne more ustaviti. Lahko te ovira, ustaviti te pa ne more. Ne? Še lepše je, če te podpira. Ampak, če te zavira, ustaviti te pa ne more, ker ni sile na tem svetu, ki bi bila močnejša od tvoje vere. Ko ti verjameš v svoje cilje, nič na svetu tega ne more preprečiti. Ja. Se podpišem, samo še amen. Na koncu. Hvala, Zvonko, za vse tvoje podeljene, ne samo uvide, ampak predvsem izkušnje, za vse, o čemer si iskreno spregovoril, zato da morda pomagaš še komu. Sem ti res hvaležna, da lahko sodelujeva in res hvala. Hvala tudi tebi za zelo dobro vprašanje, za povabilo, za prijetne trenutke.